Živjo! Kot mizarstvo Hrovat smo CO2 nevtralni obrtniki. Kaj pa to pomeni? Zakaj bi podjetje, kot je naše, sploh bilo CO2 nevtralno? Pojdimo preveriti. Ideja je prišla približno 2 leti nazaj, ko smo se s sodelavci pogovarjali, kako bi pa naravi tudi kaj vrnili, ne samo jemali. Glede na to, da smo mizarsko podjetje, imamo v bistvu kar velik vpliv na naravo. V bistvu naši dobavitelji direktno pač izsekavajo gozdove, zato da lahko mi izdelujemo lesene izdelke. Če je to izsekavanje negospodarno, je pač ta vpliv še večji. No, in smo nekako začeli razmišljati v smeri, kaj pa če bi mi posadili drevesa v takšni količini, kot jih posekamo. Pa če bi potem tudi kompenzirali s CO2-jem, ki ga spustimo v zrak. Pa smo našli organizacijo Eden Reforestation Project, ki nam omogoča, da v našem imenu posadijo takšno količino dreves, kot jih sami želimo. Pa smo naredili izračune. Zračunali smo, koliko CO2-ja povprečno porabimo, oziroma koliko CO2-ja spustimo s porabo električne energije, to je pač neka povprečna številka v Sloveniji, koliko v povprečju v zrak spusti povprečen zaposlen, koliko spustimo s povprečno, recimo z službenimi vozili in še par drugih dejavnikov, in ko to sešteješ, smo v lanskem letu dobili številko 51 ton CO2-ja. Kar pa pomeni, da za kompenzacijo rabimo zasaditi, mi sadimo mangrove, v Indoneziji pa na Madagaskarju, s povprečno življenjsko dobo 20 let, smo v bistvu v lanskem letu naredili donacijo za zasaditev 170 dreves in dodatnih 808 dreves za tiste, ki smo jih posekali za naše končne produkte. Tako da nekako so stvari se pokompenzirale in to se nam je ful dobro zdelo. To je tako dober občutek, ko narediš nekaj dobrega za naravo, ne samo da jemlješ, in s ponosom povem, vsak izdelek iz mizarstva Hrovat, ki je narejen iz lesa, ima vključeno v bistvu tudi donacijo za sajenje dreves v enaki količini, kot je bila pač poraba lesa. To pomeni, vsaka kubihiška, vsaka lesena pergola, vsaka ograja v bistvu je nekako tudi CO2 nevtralna, kar se tiče lesenega dela. Torej, v praksi vsaka vrtna hiška tukaj za mano v povprečju posadi nekje 3 do 5 dreves. A ni to dobro? In ker se nam je ta ideja zdela tako dobra, smo si želeli takšen projekt speljati tudi globalno. In smo prišli na idejo, kaj če bi pa ponudili zapestnico, ki sadi drevesa. In smo jo poimenovali Trisled, se pravi, beseda je sestavljena iz tri, pa bracelet, se pravi drevesna zapestnica. Zgleda približno takole. In vsaka zapestnica z nakupom, v bistvu vsake zapestnice imamo vključeno donacijo za zasaditev 3, 5, 8 dreves, odvisno od modela. In naša želja tukaj je, da širimo problem deforestacije, da se ljudje začnejo tega zavedati, da se ljudje začnejo zavedati, zakaj je v bistvu ta zgodba pomembna in kakšne so lahko posledice za celotno človeštvo, če se izseka prevelika količina gozdov. Zapestnica kot taka pa služi kot opomnik ali pa kot suvenir, v bistvu kot orodje, da lahko takšno sporočilo širimo naprej. In z veseljem povem, da smo skupaj z mizarstvom Hrovat in z Trisled zapestnico do zdaj, odkar obstajamo, posadili preko 200.000 dreves. To je pa že taka številka, ki si rečeš, wow, nekaj smo pa res že dosegli. Naš cilj je 1 milijon, tako da do tja je še dolga pot, ampak verjamem pa, da nam bo v kratkem času to uspelo.